Dober dan, dragi moji. Ravnokar sem zaključila en pogovor, en posvet, coaching, na katerem si oseba preveč želi, da bi se ji nekaj uresničilo. Večkrat poudarjam, da berite Martina Kojca, Učbenik življenja, da je to edina, v narekovajih, resnica, zapisana v tisti knjigi, ki jo rabite usvojiti. Da boste delovali skladno z vašim zapisom, ki je že določen. Zdaj prvo poglejmo, izkot izvirajo naše želje. Naše želje izvirajo iz tega zapisa, ki nam je dan. Okay. Zdaj bom uporabila besedo, ki jo uporabi Martin Kojc, se pravi prasila. V tej prasili eni rečejo Božja volja, eni rečejo usoda, eni rečejo življenje. Je zapisana naša pot, kako jo bomo doživljali in kaj se nam bo dogajalo. V tem zapisu so tudi vse naše želje. In ko si mi nekaj zaželimo, zaznamo to iz tega zapisa. Okay? Od tod naše želje, zato imamo vsi drugačne želje. Pride želja iz tega zapisa. Zdaj pa, zakaj se pa nekomu želja uresniči, drugemu pa ne? Tu je zdaj najbolj pomemben podatek. Ko si mi želimo zdravje, ko si mi želimo denar, ko si mi želimo novo službo, ko si mi želimo novega partnera, karkoli dodajte tu sami, kar si želite, ali pa ste si zaželeli. Zakaj se nam to uresniči ali pa zakaj se nam ne uresniči? Čim umešamo ali pa umešavamo tu zraven nezavedno človeško voljo, hotenje, tudi upanje, hrepenenje, se nam ta želja oddaljuje. In zato vedno poudarjam, karkoli trenutno živimo, smo si sami ustvarili. Ali je to obilje, v vseh pogledih, karkoli za vas pomeni obilje, ali je pa to pomanjkanje, ustvarjamo sami. Kdaj se nam želja ne uresniči? Lahko gledamo pri vzgoju otrok, se pravi, bi želeli, da otrok neha, kričati, tečnariti. Bi želeli, da se partner spremeni, bi želeli novo službo, bi želeli na Havaje, bi želeli novega BMW-ja, bi želeli karkoli si želite, sploh ni važno. Ampak ko si mi zaželimo, ta želja pride iz našega prostora, iz našega zapisa, kjer je vse določeno, vse tudi modro in vse nam v prid. Ampak zakaj ne živimo teh želj? Zakaj se nam ne uresničijo? Zato, ker želimo z našo voljo nekaj izsiliti oziroma ne zaupamo prasili, Božji volji in tako naprej. Okay. Ne zaupamo, ker če bi zaupali, ne bi imeli nobenega hrepenenja več, nobenega izseljevanja, nobene želje, nobenega upanja niti več. Okay. Če bi zaupali tej prasili,
za nekatere tudi Božji volji ali pa Bogu. Ok, karikiram v narekovaju. Zdaj pa kaj rabimo narediti? Rabimo spustiti to hrepenenje želje. Tu je zdaj vaja. Jaz vam ne morem druga reči, kot diamant se brusi. Okay? Če hočete postati diamant, če hočete postati mojster življenja, se rabite brusiti. Tako sem dan zapisala, lahko traja celo življenje, da se človeku odprejo oči, zadostuje pa trenutek, da vidi. In ta trenutek lahko spustite, ta trenutek se vam lahko vse vaše želje uresničijo. Lahko pa traja še celo življenje, lahko traja 10, 20 let, odvisno, kdaj boste na to pripravljeni, pa kdaj boste sposobni slišati to, kar vam bom zdaj predala. Kjerkoli se še pojavi jeza, bes, sovraštvo, ljubosumje, nemoč, zavist, hrepenenje, upanje, hotenje, kakršnokoli. To pomeni, da ne zaupamo rezultatu, ne zaupamo, da se nam bo ta želja uresničila, ker je prišla iz našega prostora in je naša. Ne zaupamo, da se nam bo ta želja uresničila in uporabljamo človeško voljo proti temu, želimo nekaj izsiliti in kaj dosežemo s tem, da se naša želja oddaljuje, pa ne samo to, dobimo še več tega, kar ne želimo. Poskušajte me slišati, dajmo z srčkom poslušati, ne tu, probite učke odpreti in me slišati, kaj vam želim predati. Se pravi, kjerkoli se pojavi jeza, bes, nezaupanje, sovraštvo, ljubosumje, upanje, hrepenenje, jaz bi rad to, jaz hočem biti zdrav, jaz hočem, da mi izgine rdečica iz obraza, jaz nočem raka, jaz hočem biti zdrav, jaz nočem, da se otrok več dere, jaz hočem, da je partner ljubeč do mene, jaz hočem nov avto, jaz hočem v drugi hiši živeti, jaz hočem obleke od Max Mare, jaz hočem to, jaz hočem ono. Ok, prišla je želja, jaz si želim obleko od Max Mare. Želja. Ok. Želja je prišla iz mojega prostora, iz mojega zapisa, Natašinega zapisa. V Natašinem zapisu piše, Nataša nosi obleko Max Mare. Če si to premočno želim, oziroma še kar naprej želim, ponavljam to željo, pomeni, da hrepenim po tem, pomeni, da se mi to oddaljuje. Ne zaupam prasili, ne zaupam tej Božji volji, ne zaupam, da se mi bo želja izpolnila. In na to živijo Simona, živijo Romana, živijo Lucija, živijo. Ne zaupam, da se mi bo želja izpolnila in zato se moja želja oddaljuje od mene oziroma dobim še več tega, kar si ne želim, še večje pomanjkanja denarja, še večjo bolezen, še več odnosov, v katerih trpim, še več tega, kar ne želim. Dragi moji, iščite notranji mir. V notranjem miru boste slišali, videli vaše korake. Vse vam bo razodeto, vse vam bo povedano, kaj je vaš naslednji korak, koga rabite poklicati, katero knjigo prebrati, kjermo se v program upisati, kjer ga vzeti, kjermo iti na terapije. Vi to čutite, mi to čutimo. Spustite, sam zadihite in si rečete, za mene je poskrbljeno. Vse je modro in naprej določeno. Vse je dobro, vse se vedno dogaja meni v prid.
Dam še en primer, ker sem ravno ob reki. Reka teče, pride ta reka, ta tok, pride do zelo velike skale, ovire na svoji poti. Kaj naredi reka? Steče levo ob tej veliki skali, malo desno, če je dovolj visok tok, gre čez to skalo, ne zaletava se noter. Jaz hočem čez to skalo, jaz moram čez to skalo, jaz hočem rešiti ta problem, jaz hočem biti zdrava, jaz hočem drugače izgledati, jaz hočem imeti 20 kg manj. Ne, enostavno steče. In ko boste tekli v tem toku, ko boste spustili, ko se boste prepustili tudi žalosti, prepustili tudi bolečini, prepustili tudi solzam, prepustili tudi egu. Sam prepustili, bo skozi vas začela teči življenjska energija in informacije iz inteligence, ki so ključne, da se vam izpolni vse, kar si v življenju želite. In vse želje so prišle iz vašega prostora. In samo vi, mi smo ovira na tej poti svojo človeško voljo, hotenjem, hrepenenjem, upanjem, da se nam nekaj ne uresniči. Zdajle lahko imate. Tisti, ko me zdajle posluša srcem, bo že čez 2 minuti, 2 ure njegovo življenje drugačno. Javite mi od spodaj pod komentar vaše uvide, vaše čudeže, ko se vam bo dan zgodil. Sprejmite sebe, sprejmite situacijo, zjočite se, če je treba, v zavedanju. Zdaj, če sem jaz žalostna, če se mi nekaj, recimo se je nekaj zdaj zgodil, ko sem umešala svoja čustva zraven, ki se popolnoma zavedam, da so iluzije. Imate na YouTubeu v mojem Planet ljubezni posnetek Vuvej. Pride Vuvej, pride v narekovajih ovira, pride v narekovajih je bolezen ovira. Mi jo vidimo kot oviro, mi sodimo, da je to slabo. Enako je biti zdrav ali biti bolen, enako je imeti denar, ga pa ne imeti, enako je izgubiti službo, dobiti službo. Ni možna nobena izguba. Mi sodimo, da je to slabo, in ker to sodimo, dobimo še več slabega. Tisti, ki ste naročeni na moje maile, ste dobili zadnjič mail o zenu. 0 se naučite pogledati na situacijo, samo je. Samo je. In takrat, ko boste vi v miru z zenom, da nekaj samo je, gledali na vsako situacijo v vašem življenju, takrat ste to, kar ste, takrat ste resnica, takrat samo si in takrat dobivate vse informacije, kaj je vaš naslednji korak. Ok. Ne, če razumete to, ne bom vas vprašala, če razumete, če čutite to, kar sem vam povedala. Tu not, v glavi, v egu, v mislih, v razmišljanju, kaj naj naredim, zakaj je ta tak do mene, zakaj se mi je to zgodilo, tam imam sodišče, tam imam to, kako bom to rešila. Tu not ne boste nič rešili. Čist nič, tu not je vse. Začutili boste. Iščite notranji mir, povezujte se s seboj. Pa še ena zelo pomembna informacija, zelo pomembna informacija. Okay. Zakaj rečem informacija? Zdaj boste dobili informacijo od mene. Sam informacija. Boste rekli, jaz že to vem. To je čisti ego. Jaz že to vem. Ali to tudi živim? Pol bo pa ta informacija za vas postala vaše znanje.
in vaša navada in vaše življenje. In ko to živite, pol lahko rečete, da vi to veste, da mi to vemo, tudi jaz, ok? In kaj sem še zdaj, nekaj sem še hotela povedati, pa jim pa kar prihaja, kaj vse vam ne povem, no. In postanite opazovalci, večkrat na dan, če se da. Zdaj lahko imate cel dan zablokiran, ampak 5 minut v dnevu, samo 5 minut, sigurno najdete, da se lahko umirite. Da greste vase in si predstavljate vašo bolezen, vašo pomanjkanje časa, denarja, tega moje strani bilo, otroci so taki, karkoli, sodišče, karkoli imate. Sam predstavljate si to pred vami, ne se vam razgrne pred vas, ti dogodki, te osebe, te situacije, ki bi želeli, da so drugačne. Potem pa postanete opazovalec in postanete sam sebi popoln tujec in kot tujec gledajte na situacijo oziroma si predstavljate, da se ta situacija dogaja enemu tujcu, enemu za vas nepoznanemu človeku. In tu boste dali vso hrepenenje, upanje, želje, bes, jezo, zavis, sovraštvo, ljubosumje, nemoč, stran in boste prišli do uvidov, do spoznanja višjih svetov, do sporočil iz višjih svetov, kako to rešiti. Ok. To je to. Če pa začutite, da sem jaz tista, ki vam lahko na tej poti pomagam, vas pa iskreno vabim na vikend Vdih v Bohinju 24., 25., 26. maja. Link za prijavo imate tu nad videom. Bomo rešili v globine, imeli bomo predavanja, imeli bomo meditacije, imeli bomo pomagala vam bom. Ne morem to namaz vas narediti, ker sami, da sebe najdete, lahko sami naredite. Ampak glede na to, da bo nasproti vas nekdo, ko je sebe našel, vam lahko pomagam poiskati pot do vas sami. Ok. Hvala Lucija, hvala Romana, hvala Simona, hvala vsi, ko ste bili z menoj. Posnetek si lahko gledate kadarkoli, kar vam tudi iz srca svetujem. Vesela bom vaših komentarjev pod tem videom. Vesela bom, če tudi video delite med čim večje število ljudi, da začutijo. Ok, da se vidimo v Bohinju, pa. Sam par prostih mest je še. Dio, dio.